Drage obiskovalke, cenjeni obiskovalci, lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige The Rise and Fall of Communist Jugoslavism našega dragega avtorja, doktorja Tomaža Ivešiča. Moram reči, da me veseli, ko vidim, koliko ljudi se je zbralo na tej predstavitvi. Seveda pa mi je tudi izredno čast, da lahko predstavljam to knjigo in njenega avtorja. Dovolite mi na začetku podelim z vami neki osebni spomin na nekega nadebudnega mulca in na leto gospodovo 2009, ko sem nič hudega sluteč zvečer sedel v svoji priljubljeni restauraciji, to je McDonald's sredi Maribora, ki ga danes žal več ni, vi še imate to srečo, da imate McDonald's na Čopovi, in lepo grizljam nagece, ko prisede ta nadebudni fantič k meni, ki sem ga seveda poznal že malo s predavanj, in meni nič, tebi nič reče: gospod profesor, malo sem vas pogooglal, in seveda moja reakcija je bila mešanica besa, kaj si dovoliš, mulc, in pa po svoje malo tudi napuha, ki je moj najljubši greh, seveda hudiča, tako sem pomemben, da me je mulc googlal, in tako je stekel pogovor med nama, in potem me je navdušil z enim podatkom, ki mi ga je povedal, pa glede na sestavo današnjega občinstva ga lahko izdam, čeprav bi sicer lahko oba naju tudi stigmatiziral. Povedal mi je, da se ukvarja tudi s pritrkovanjem, in takrat sem se odločil, da zmaga v meni tisti občutek, no, pa še bo kaj iz tega fanta, in res potem sem bil nekoliko skeptičen, ko se je odločil, da zapusti svoje gnezdo, kjer smo ga nosili po rokah, gnezdo Mariborske filozofske fakultete. Ne bom povedal, kaj sem takrat napovedal, ampak ta pot je vodila potem preko nekega nekoliko večjega slovenskega mesta, ki ga tukaj ne bom imenoval, pa do Budimpešte in Firenc in na direktorsko mesto študijskega centra za narodno spravo, kot verjetno večina med vami ve. Že zgodaj je doktorja Ivešiča začelo zanimati vprašanje jugoslovanstva, ki mu je potem posvetil velik del svoje dosedanje znanstvene kariere, in o tem bomo danes tudi govorili. Moram pa še enkrat ponoviti tisto, kar sem nekoč že rekel na neki drugi predstavitvi, gre pa v bistvu za prilagojeni citat iz filma o mistru Beanu. Izkazalo se je, da je Maribor's loss Ljubljana's gain, se pravi tisto, kar je Maribor izgubil, je bil za Ljubljano dobiček. Tako, sedaj bi pa prešla k knjigi, ki je letos izšla pri ugledni mednarodni založbi Routledge, in bi te, Tomaž, če dovoliš, bi te tikal, ker bo to drugače šlo težko, bi te najprej vprašal, jugoslavizem oziroma jugoslovanstvo, govoriš o vzponu in padcu komunističnega jugoslovanstva, kar že samo po sebi nakazuje, da je skozi zgodovino ta pojem pomenil zelo različne stvari. In mi te mogoče prosil, da za začetek orišeš te različne pomene pojma jugoslovanstvo od začetka 19. stoletja pa do danes. Ja, lepo pozdravljeni. Hvala vsem, ki ste prišli, predvsem v tolikšnem številu. Pa dam samo en disclaimer, daleč ni plačan za to, da me hvali tukaj, ampak vsem hvala za predstavitev. Torej, že v bistvu prvo to tako imenovano vsebinsko poglavje, ki sledi v uvodu, je nekako namenjeno enemu res kratkemu pregledu jugoslovanstva skozi čas in prostor. Namreč tudi sicer sem sam se zelo navdušujem nad tem, da obstajajo koncepti ali pa pojmi, ki imajo isto ime in imajo različne pomene, ne.
naprimer, kot je to tudi korporativizem, naprimer, ne. Ampak, naprimer, predvsem pri jugoslovanstvu, se pravi, pa sledim tej klasični kronologiji od ilirizma do pač jugoslovanstva 19. stoletja z Strossmayerjem na čelu, pa potem opisujem te splošne vidike, se pravi, integralnega jugoslovanstva med obema svetovnima vojnama, in potem iz tega preidem na to socialistično oziroma komunistično jugoslovanstvo. Tukaj bi mogoče izpostavil, da se mi zdi zelo pomembno ali pa morda nekaj novega za obdobje med obema svetovnima vojnama je, da sem nekako izpostavil, ne, da za obdobje integralnega jugoslovanstva za časa kraljeve diktature, čeprav Slovenci izginejo iz imena države, da pa kljub temu slovenski strokovnjaki in intelektualci, ki objavljajo knjige v 30-ih, predvsem pri Slovenski matici, dosledno so Slovenci vidni v naslovih teh knjig, ne, se pravi izide pravopis slovenskega knjižnega jezika, zgodovina Slovenije, geografija Slovenije, se pravi Slovenija je vedno v tem javnem prostoru dostopna in to potem kasneje povežem z obdobjem 60-ih, kjer prav tako se pravi slovenska politika, kar ne sme ali pa ne zmore povedati javno, pove skozi neko strokovno znanstveno sfero in tukaj sem naredil pač eno paralelo med 30. in pa 60. leta, predvsem kar se tiče Inštituta za narodnostna vprašanja. Zdaj drugi del jugoslovanstva je pa ta, se pravi po letu 45, ki je pa preplet različnih identifikacij. Se pravi, po eni strani govorimo o nacionalni oziroma narodnostni identiteti, se pravi, ki lahko sledimo tako skozi popise prebivalstva, skozi pisma, ki jih ti Jugoslovani v nacionalnem smislu pošiljajo Centralnemu komiteju, predsedniku Titu, objavljajo v pismih bralcev, v časopisju in tako naprej. Potem druga identiteta je državna identiteta, ki je vezana na, se pravi, na samo državo Jugoslavijo in tudi na samoupravni sistem, ki se pa potem ta državna prepleta tudi za neko socialno identiteto. Zdaj, vsi ti jugoslovanstvi, oziroma vsa ta jugoslovanstva so že nekateri avtorji pred menoj pisali o tem, ampak glavna poanta je bila pa ta, da približno 20 leti kolega, direktor Inštituta za novejšo zgodovino v Beogradu, Predrag Markovič in pa pokojna Olivera Milosavljević sta imela en tak clash glede tega, ali je v Jugoslaviji obstajal ta nation building ali ne. Se pravi, Markovič je trdil, da je obstajal in da je šlo za tvorjenje nacionalne identitete in da prek analize Titovih govorov je Markovič trdil, da se je, se pravi, od sredine 50-ih potem vodstvo odmikalo od tega. Medtem ko je pa Olivera Milosavljević potrdila, da Tito nikoli ni spremenil svoje politike do nacionalnega, niti do jugoslovanstva in da vse skozi šlo za državno identiteto in nič drugega. Ja, morda tukaj ob tem, seveda, kot lepo pokažeš v svoji knjigi, zlasti v Sloveniji, pa tudi drugod, je vedno, kada se je pojavila ta ideja jugoslovanstva po drugi svetovni vojni, se morala soočiti s prikaznijo jugoslovanstva iz časa pred drugo svetovno vojno, oziroma predvsem unitarističnih poskusov kralja Aleksandra, ki si jih že omenil. In tukaj si ti pravzaprav našel neko izvirno poimenovanje ali izvirno formulacijo, ko govoriš o mehki gradnji nacije. Kako se je torej ta gradnja nacije razlikovala od tiste Aleksandrove? Ja, šlo se pravi, zato sem izhajal v bistvu iz tega spopada, teh dveh zgodovinarjev, se pravi, prišel sem do zaključka, da je narobe, da zanikamo obstoj tega nation buildinga oziroma nacionalne gradnje, ampak ga je treba, se pravi, konkretno opisati, kakšen je bil.
In tukaj sem prišel do tega originalnega koncepta, se pravi mehkega načina nacionalne gradnje oziroma soft nation building, kot je v podnaslovu. Se pravi, partija je imela več težav. Ne? Se pravi, prva je bila ta, da so, tako kot vsi komunisti, sledili teoriji. Ne? In teorija pravi, ne, da gre ta nacionalna gradnja v 3 korakih. Prvi je ta, da se izničijo vsi antagonizmi med južnoslovanskimi narodi, kar so verjeli, da so dosegli z izvedbo revolucije. Druga stopnja bi bila, da pridejo vsi narodi na isti nivo razvoja v vseh sferah, se pravi jezikovno, kulturno, politično in ekonomsko oziroma gospodarsko, kar je bil največji problem za partijo, ne, se pravi razlika med razvitim severom in pa nerazvitim jugom. In šele potem, ko bi bili na isti stopni, ne, bi po tej leninistični tezi lahko prišlo do spajanja oziroma zlitja nacij, namreč noben narod ne bi bil hegemon nad drugim, ampak bi se v bistvu stapljali enakovredni deli. Ne. To je bila ena zadeva. Druga zadeva je bila pa ta, da seveda glavni partijci so v bistvu bili ljudje, ki so bili zaznamovani s tem, da so precej svojega prostega časa preživeli v zaporih za časa kraljeve diktature in jih je to integralno jugoslovanstvo precej zaznamovalo. Ne? Sedaj nastane težava, se pravi, kako isto ime upeljati in ljudem obrazložiti na drugačen način. Ne? Se pravi, po domače povedano, kaj je razlika socialističnega jugoslovanstva od integralnega jugoslovanstva. Ne? In tukaj pač pridemo do tega koncepta soft nation buildinga, to pomeni zelo preprosto načrtna, latentna promocija jugoslovanstva v vseh tistih sferah, ki jih je Edvard Kardelj opisal kot nujen pogoj za narod. Se pravi kultura, se pravi jezik, etnična sorodnost, tukaj potem sledim opisom prebivalstva in kdaj se prvič pojavi kategorija Jugoslovan. To je tudi javni diskurs oziroma govori najvidnejših partijcev. Se pravi, če pogledamo konkretno na 50-ta, ne, se pravi, oziroma še malce prej, ne, se pravi, ta glavni prelom je zagotovo spor Tito-Stalin 48. Tukaj to jugoslovanstvo dobi pospešek, namreč partija mora zdaj obrazložiti, zakaj bi ljudje morali biti zvesti Jugoslaviji in ne več Sovjetski zvezi. A ne? Tukaj se ta koncept socialističnega patriotizma spremeni v jugoslovanski socialistični patriotizem, a ne? In to Boris Ziher zelo dobro teoretsko obrazloži, ne? Da jugoslovanski proletariat prej ni imel svoje domovine, zato je bil zvest Sovjetski zvezi, ampak po letu 1945 pa ima svojo domovino in zato bi sedaj moral biti zvest Jugoslaviji. To je ena zadeva. Potem se pravi, je ta javni diskurs, se pravi Titovi govori, govori Milovana Đilasa, se pravi vseh vidnejših partijcev, ki govorijo o stapljanju nacij in ta koncept kasneje v 60-ih zamenja koncept integracije. To je zelo pomembno, ne, da imamo distinkcijo, namreč pri stapljanju vsi deli izgubijo svojo partikularnost, ali pa svoje posebnosti, svoje specifike, da se združijo v večjo enoto, pri integraciji se pa združujejo kljub temu, da obdržijo svoje specifike. Potem pa imamo, se pravi, Novosadski dogovor leta 1954, ki je popoln odmik od ustave leta 1946, ne, se pravi, ustava iz leta 1946 je priznavala enakopravnost srbskemu, hrvaškemu, slovenskemu in makedonskemu jeziku in to je bilo poudarjeno celo tako, da je ustava bila v skupščini prebrana v vseh 4 jezikih. Se pravi, Novosadski dogovor leta 1954, ko nastane srbo-hrvaški jezik, je popoln odmik od tega in en korak bližje spajanju. Potem imamo poskus uveljavitve se pravi jugoslovanskega kriterija v kulturi leta 1956, čemur sledi potem ta javna debata Mišić-Šega. Se pravi, se Slovenci že prvič uprejo temu. Potem leta 1953 imamo popis prebivalstva, ko se prvič pojavi kategorija Jugoslovan, sicer kot Jugoslovan neopredeljen. Partija je tukaj iskala rešitev za muslimane v Bosni in Hercegovini. Potem leta 1953 je sprejet ustavni zakon, ki ga predstavi snovalec Edvard Kardelj in v svojem govoru pravi, da v prihodnje
bo razvoj šel v to smer, da bosta jezik in kultura postala sekundarnega pomena. Se pravi, da recimo temu dva glavna elementa v definiciji naroda bosta postala nepomembna v prihodnje, po Kardelju. To je ena zadeva in pa, da imamo še potem leta 56 je sprejet tako imenovani komunalni sistem, ki je pa v bistvu bil poskus, da se republike kot potencialno nacionalne problematične enote zaobide. In če dam en konkreten primer, ko so Dobrico Ćosića 56 vprašali, kaj naj bi ta komunalni sistem pomenil, on je namreč takrat bil delegat v srbski skupščini, je rekel, svoje vprašanje je bilo, kako bo on to razložil ljudem, kaj ne bi ta komunalni sistem pomenil, no in on je rekel, gre se za to, da se bojo brisale meje med republikami in med narodi in da bi čez 20 let bo nekdo rekel, ne bo rekel, jaz sem Srb, jaz sem Hrvat, ampak bo rekel, jaz sem Jugoslavan iz te komune. Spravi, to so vsi ti latentni poskusi, zakaj govorim latentni? Zaradi tega, ker ni, se pravi, težko bomo našli v dokumentaciji ali pa arhivskem gradivu neke direktne direktive, ampak se pravi latentno, da partija poskuša, kjer pride do ostrega upora, se omakne. Naprimer, omakne se v primeru jugoslovanskega kriterija v kulturi, zaradi tega, ker je Šega šel v javno polemiko glede tega. Naprimer, pri Novosadskem dogovoru so pa vseeno videli, da je to možno speljati in so, po domače povedano, pritisnili na pisatelje, intelektualce in pa lingviste. Pa bi ti kar zdaj zastavil tisto vprašanje, ki sem ga prihranil bolj za konec in bi te nekoliko provociral. Moram priznati, da sem se velikokrat pri branju tvoje knjige spraševal, ali nisi ti vendarle nekoliko precenjeval moči te partijske latovščine oziroma uporabe partijskega jezika in mu pripisoval prevelik, kot bi rekli jezikoslovci, performativni pomen. Se pravi, da če je partija nekaj teoretično trdila, da se je potem to v praksi lahko tudi udejanilo. In bi te moče vprašal, ali bi res imela jugoslovanska oblast takšno moč, da bi ustvarila jugoslovansko nacijo, kot si je recimo zamišljala tam v drugi polovici 50-ih let, začetku 60-ih let, ali pa je morala popustiti zaradi tega, ker enostavno to nikakor ni bilo uresničljivo, oziroma ni bilo nobene primerjave, kot jo je skušal potegniti Tito že leta 52 med Združenimi državami Amerike in razmerami v srednji in južni Evropi. Bom enako provokativen, pa bom rekel, mar jo niso ustvarili. Namreč, če gledamo popise prebivalstva, sploh potem, ko je leta 61 še dodana opcija musliman v smislu etnične kategorije, kljub temu ta jugoslovanska kategorija ima približno 250 000 oseb, ki se identificirajo kot Jugoslavani v nacionalnem smislu. Ta številka se bistveno ne spremeni leta 71 in v popisu prebivalstva iz leta 81 jih je pa že krepko čez milijon. In v bistvu začetna točka te knjige je v bistvu vprašanje, kdo so Jugoslavani v Vojvodini. Se pravi, knjiga se začne s tem, da obstaja 20 000 Jugoslovanov v Vojvodini, ki od srbske vlade terjajo priznanje nacionalne manjšine in s tem tudi pravic, ki jim pripadajo. Se pravi, začetna točka je bila, kdo so ti ljudje in zakaj menijo, da jim te nacionalne pravice pripadajo. Jaz mislim, da če bi, seveda, to je zdaj if history, ki je pač totalno nehvaležno, ampak mislim pa, da tudi potem, ko so že opustili, se pravi v letih 63, 64, kakor pokažem to idejo, kljub temu, je treba vedeti, da če rečemo tako, kdo so Jugoslavani, so to v glavnem mladi, se pravi stari do 30, nekje 35 let, jih je 60%. Se pravi, to je ta nova generacija, ki bi najverjetneje tudi kasneje svoje otroke identificirala kot Jugoslavane v tem smislu. Se pravi, to je ena stvar. Druga stvar je pa, da naprimer zadnje raziskave, znanstvene raziskave, ki so potekale med naprimer srednješolci
in pa mislim, celo osnovnošolci v Srbiji iz začetka 70-ih so pokazali, da se je še vedno polovica njih identificirala kot Jugoslovani. Se pravi, vsej za ta srbski del, bi rekel, da je ta identiteta bila še vedno zelo priljubljena in imela možnost nekega nadaljnega razvoja. Seveda, najverjetneje bi bilo utopično pričakovati, da bi se zadeva v smislu nacionalne identifikacije zakoreninila v Sloveniji ali pa v Makedoniji. Tudi ta nacionalna muslimanska gradnja z začetkom od konca 60-ih v Bosni je bila zelo močna, tako da tudi tam vprašanje, kako bi se ukoreninila. Je pa dejstvo, da je bila, se pravi, znanstvene raziskave, ki so potekale v 60-ih, so pokazale, da je največja rodnost pri Jugoslovanih. Se pravi, potencialno bi lahko ustvarili nacijo na ta način. No, mislim, da si zdaj sprožil kar veliko vprašanj, s katerih bi lahko zdaj debatirali ure in ure, ampak se bova še vrnila k tem popisom, pa tudi k popisu leta 1981, vsaj malo. Pa bi vseeno mogoče te vprašal, ta gradnja socialističnega jugoslovanstva ni bila edina gradnja podobne socialistične nacije v Evropi in bi te vprašal, kakšne so podobnosti in razlike recimo z gradnjo čehoslovakizma ali sovjetizma v primerljivem obdobju. Ja, se pravi, glede čehoslovakizma je tako, da v knjigi sem vzel pač ta primer kot morda nekako najbližji Jugoslaviji. Se pravi, obstajali so intelektualci, ki so verjeli, da bi se pravi lahko prišlo, govorimo druga polovica 50-ih let, še posebej, ko je predsednik Novotny, se pravi, da bi prišlo do prav tako zlitja narodov, se pravi, da bi nastal en čehoslovaški narod. Seveda tukaj je bila predpostavka, da se Slovaki odpovejo svojemu narodnemu sentimentu v zameno za neko državno večjo identiteto. Predvsem v knjigi vlečem potem usporednice med Slovaki in pa Slovenci v 60-ih, se pravi, kako se eni in drugi upirajo tej ideji neke supra-identitete v narekovajih in da je glavna razlika ta, da pride do zamenjave generacij na Slovaškem prej, kakor pa v Jugoslaviji, se pravi, ko Dubček prevzame vodstvo partije, pa razlika ta, da je zaradi debate Pirevec-Ćosić, ki je javna, ki razburka javnost v Jugoslaviji, naprimer upor intelektualcev strani Slovakov je ostal zakrit, oziroma nikoli ni prišel v javnost, se je bralo kot samizdat, kot protestna pisma CK-ju, ni pa nastal nek, recimo temu, javni škandal okoli tega vprašanja. Tako da tam zelo hitro potem ta ideja propade, še posebej potem, se pravi, ko Novotny odstopi, se zamenja generacija. Medtem ko pri Sovjetski zvezi je pa zadeva takšna, da imamo po letu 1945 seveda ta veliki mit o domovinski vojni, ki združuje. Imamo ta koncept prijateljstva narodov, ampak je pa tako, da je v Sovjetski zvezi je vedno ta, da so Rusi vedno nekako ven štrleli, kot sicer prijateljstvo mednarodni, ampak pač en narod je vseeno malo bolj prijateljski kot drug. Obstajajo, se pravi, potem poskusi, se pravi, da v 50-ih za časa Hruščeva se zelo veliko uporablja v javnem diskurzu ta koncept sovjetski narod, pa Hruščev ima v začetku 60-ih idejo, da bi se iz potnega lista črtala etničnost. In potem imamo celo v začetku 80-ih pa idejo o ukinitvi republik, da bi se v bistvu Sovjetska zveza porazdelila na novo na neke neetnične ali pa nenarodne enote. Mogoče bi lahko rekli podobno kot komunalni sistem v Jugoslaviji, ampak tudi ta zadeva zelo hitro propade. Tako da ne v enem, ne v drugem primeru
nimamo tega, da imamo več tisoč ljudi, ki bi se v popisih prebivalstva identificirali kot Čehoslovaki ali pa kot Sovjeti. Tako da bi rekel, da je to glavna razlika napram jugoslovanskega primera. Ja, no zdaj si me malo potegnil za jezik, pa moram reči, da tako kot si rekel, da so Rusi ven štrleli, bi jaz na ta način razlagal seveda, zakaj so se Srbi bolj kot drugi v 70-ih letih še identificirali kot Jugoslovani, ker so pač imeli Jugoslavijo kot neko večjo Srbijo. Ta bi bil moj odgovor. Tu je moče omenil, da seveda imamo primer in je pred kratkim v slovenščini šla knjiga nekega mladega Ukrajinca Volodimirja Iščenka, ki se še danes identificira kot Sovjet oziroma sovjetski Ukrajinec. Ampak seveda tudi podobno kot je v primeru socialistične jugoslovanske nacije, da se identificira v bistvu z sovjetskim socializmom in komunizmom. No, ampak omenil si že to seveda kot razliko, da imamo pa v Jugoslaviji popisno kategorijo Jugoslovan, nekaj si o tem že povedal, ampak seveda kot sam priznavaš in posrečeno praviš, Jugoslovani leta 1971 verjetno niso isti Jugoslovani kot leta 1961. Kako se je spreminjal pomen te popisne kategorije? Ja, omenil sem že, da leta 1953 se prvič pojavi kategorija Jugoslovan, ki ima zraven, se pravi Jugoslovan neopredeljen. Potem za popis leta 1961 partija vrši precej široko diskusijo na temo kategorij, predvsem zaradi tega, ker so iz Bosne in Hercegovine prišle pritožbe strani muslimanov, da pač nimajo svoje kategorije in da ne želijo biti ne Srbi, ne Hrvati, ne Jugoslovani. Zato potem se uvede kategorija musliman v etničnem smislu, se pravi, leta 1953 jugoslovansko kategorijo izbere 998 tisoč ljudi, od tega jih samo 63 tisoč ni islamske veroizpovedi. Se pravi, je jasno, da so v glavnem, se pravi, muslimani, pa tudi večina jih živi v Bosni in Hercegovini. Potem leta 1961 zaradi te etnične muslimanske kategorije jih je nekje 250 tisoč, 260 tisoč izbere to kategorijo Jugoslovan, ki je sedaj Jugoslovan narodnostno neopredeljen, se pravi, to narodnostno so dali še zraven kot poudarek. Potem pa leta 1971 je pa bilo tako, da so eno leto prej izvedli poskusni popis in so, ko so objavljali rezultate, so jih pa objavljali tako, da so dejansko objavili, koliko ljudi se je izjasnilo kot Jugoslovan, se pravi v tem res nacionalnem smislu, koliko pa Jugoslovan neopredeljen. Se je skazalo, da je Jugoslovanov več, kot Jugoslovanov neopredeljenih. Se pravi, Jugoslovan neopredeljen je bil nekje 1%, Jugoslovan pa nekje 3%. V glavnem partija sporoči, da ne bojo spreminjali kategorij in naenkrat se začne to, kar jaz pravim, boj Jugoslovanov za svoje pravice. Se pravi, začnejo vršiti medijski pritisk skozi pisma bralcev, skozi pisma, naprimer Tito. Tito leta 1970-1971 prejme približno 20-krat več pisem na temo nacionalnega vprašanja in še posebej jugoslovanske kategorije, kakor v prejšnjih letih. To so zelo čustvena pisma, v knjigi sem 3 prevedel in jih objavil kot pač primer tega. Se pravi, sprašujejo, a sem se za to boril leta 1945, to vam je znano. Tudi za kako drugo letnico. Sem se zato boril 1945, da danes v Jugoslaviji ne smem reči, da sem Jugoslovan. A ima to smisel. Se pravi, vršijo pritisk in na koncu to je to, kar v bistvu nekako namignem, da je v Jugoslaviji obstajala civilna sfera. Narobe je bilo, da trdimo, da ni, ampak treba je zopet samo opisati, kakšna je bila. Namreč partija sprejme odločitev, da bodo dovolili kategorijo Jugoslovan brez česarkoli. Se pravi, ne bo več neopredeljen, ne bo več nacionalno opredeljen, samo Jugoslovan. Ampak jo bojo v rezultatih popisa pa ločili od ostalih kategorij. Se pravi, ko so rezultati bili znani, so bili Srbi, Hrvati, Slovenci, potem je bila črta potegnjena, Jugoslovani, tisti, ki so v skladu z ustavo niso želeli nacionalno opredeliti, pa regijska pripadnost. In jaz pravim, da so
sprejeli potem to odločitev ravno zaradi tega pritiska Jugoslovanov, ne, ki mu res lahko sledimo skozi časopisje, ki je bil zelo močan. Po drugi strani je pa ta civilna sfera, ki se pravi skozi SZDL se organizirajo sestanki, seveda namen teh sestankov ni prosta svobodna diskusija o temi. Ne. Namen sestankov je objasniti, zakaj se je partija tako odločila, kot se je. Ampak samo dejstvo, da pa ti sestanki se odvijajo, pa določeni posamezniki izkoristijo, da pridejo tja in povejo, da se s tem ne strinjajo. Ne? In s tem se potem spet v javnosti razvija debata okoli kategorije in ta pritisk se izvrši, da na koncu partija dejansko stopi nazaj in sprejme odločitev, da bo dovolila jugoslovansko kategorijo. To, kar si pa ti vprašal, je pa to, da sem v bistvu ugotovil, ne, da z drugimi znanstvenimi analizami, ki so jih delali raziskovalci v 60-ih, da Jugoslovani leta 61 je večina živi v Bosni in Hercegovini, ne? Leta 71 pa v Srbiji, v Slavoniji in šele na to v Bosni in Hercegovini. In v bistvu, kljub temu, da je, se pravi, število Jugoslovanov v tem desetletju padlo za 30.000, to sploh niso isti ljudje, ne? In glih to je bila glavna poanta problema jugoslovanstva, da je partija njih razumela kot fluidno nacionalno kategorijo. Kar je bil pa največji problem za drugo polovico 60-ih, ker se hkrati uveljavlja koncept nacionalnega ključa, da pa ta koncept kolikor toliko deluje, pa potrebuješ stabilne nacionalne kategorije. Bistveno je, da ti vnaprej veš, kdo je Srb, kdo je Črnogorec, kdo je Slovenec, ker se na podlagi tega delijo funkcije v državnem aparatu in tako naprej. Za Jugoslovana se lahko pa deklariral kdorkoli, pa v bistvu kadarkoli. Že tudi partija sama je ugotavljala, naprimer, da so se na zvezdnem kongresu nekateri delegati deklarirali kot Jugoslovani, potem na republiškem pa pač v skladu z državo, kjer je republiški pač kongres potekal. Tako da to je kar se tiče teh popisov prebivalstva. Potem je pa ta preskok oziroma tako imenovana plima Jugoslovanov iz leta 81, ki jo seveda lahko tudi razumemo kot posledico strahu pred vzponom nacionalizma po smrti Josipa Broza Tita, ko pa je Jugoslovanov 1.200.000 in seveda mnogi niso razumeli, zakaj je prišlo do tega. Ne? Eden izmed teh je bil pokojni hrvaški akademik Dušan Bilandžić, ki je dal intervju za VUS v Zagrebu, da to ni normalen pojav in da je s tem nekaj narobe. Ne? In pol seveda so srbski mediji začeli to problematizirati, zakaj je problem, če je več Jugoslovanov v Jugoslaviji in tako naprej. Ampak na koncu je ta afera prišla tako daleč, da je Bilandžić bil se pravi prisiljen zapustiti hrvaški CK, kar je zelo zanimivo, ne, da le desetletja prej je pa v bistvu hrvaška partija iz CK-ja nagnala pa Miloša Žanka ravno zaradi tega jugoslovanstva. Ne. Ja, morda bi te kar zdaj tu vprašal, čeprav se bom pozneje malo pomaknil nazaj, kako pa ti interpretiraš te Jugoslovane iz leta 1981, kdo so ti ljudje? Ja, se pravim, to so ljudje, ki so po eni strani pridobitniki socializma, ne, po strukturi gre v glavnem za ljudi, ki so se iz ruralnega predela preselili v mesta, imeli precej dobre službe oziroma pozicije, še vedno večina izmed njih je mladih, večina izmed njih je iz nacionalno mešanih zakonov. Seveda zdaj ne vem pa čisto točno, kako bi naprimer lahko na nek znanstven način šel jih ločiti, koliko je teh, ki so se dejansko identificirali v nacionalnem smislu, koliko je pa teh, ki so mogoče tudi že gojili to državno identiteto in pač, ker je to obdobje po Titovi smrti, so naprimer se deklarirali kot Jugoslovani, naprimer, tekom popisa. Pa še nekaj bi rad poudaril, da je Jugoslavija glede popisov prebivalstva bila precejšna specifika, še posebej, če jo primerjamo s tako imenovanimi emigrantskimi državami, naprimer Kanada, ZDA in tako naprej. Namreč v Jugoslaviji je popis prebivalstva bil po interpretaciji partije praznik demokracije. Ne? Predvsem, kar se tiče nacionalnosti, namreč na popisnih polah je pod to kategorijo nacionalnost bila prazna črta. Se pravi, vsak je lahko napisal karkoli želi na to črto,
Država je pa potem pač sama kreirala kategorije in sama razvrščala ljudi v ustrezno kategorijo. In to je, se pravi, bila težava že leta 61, ne, namreč ti, ki so se kot Jugoslovan, kjer so se deklarirali samo kot Jugoslovan, so bili razvrščeni v kategorijo Jugoslovan nacionalno opredeljen, ne, in so proti temu protestirali, ne. Ali mar ni dejstvo, da sem se deklariral za Jugoslovana ravno izraz tega, da sem Jugoslovan in da ne morem biti neopredeljen, ne. Se pravi, gre za nek oksimoron, ne, v tem primeru. In tudi potem za leta 71 je veljalo isto. Bil je spor glede regijskih identitet, predvsem strani Hrvaške je bil odpor zelo močan. Na koncu je bilo sprejeto, da bo vsaka republika se lahko sama odločila, a bo sprejela regijske identitete ali ne. Hrvaška, kolikor vem, je bila edina, ki je to opcijo zavrnila. Se pravi, da se pravi, oni so bili edini, ki so to zavrnili. No, ena od trdnjav jugoslovanstva leta 1981 je bila Boka Kotorska, kjer se na nekaterih krajih je bil ta delež nad 35%, ne, kot kažeš knjige, recimo Herceg Novi, Igalo, Kotor je imel tudi zelo visok odstotek. Ti v bistvu to interpretiraš kot zavračanje skupne črnogorske identitete. Mislim, ne bi glih rekel kot zavračanje črnogorske identitete. Dejstvo je, da je to ena specifika, ki gre proti tej teoriji, da je največji delež Jugoslanov v bistvu mogel biti v centru, ne, v tem primeru v Podgorici, ne. Medtem ko ti, ki so se pa izjasnili kot Jugoslovani leta 81 v Boki Kotorski, so pa ljudje, ki so na prejšnjih popisih izbirali druge kategorije. To je dejstvo. Se pravi, ne gre, ker od dosti drugih primerov, naprimer Jugoslavije leta 71, jih je več kot polovica teh, ki so se selili, emigrirali znotraj Jugoslavije, ne. Prišli so v neko novo okolje in so sebe tam identificirali kot Jugoslovani. Dostikrat tudi se to dogaja v primerih večina manjšina, ne. Se pravi, da se recimo, ne vem, v nekem bosanskem mestu, kjer je, na primer, muslimani v manjšini, se potem raje deklarirajo kot Jugoslovani, najverjetneje gre za vprašanje zmanjšanja nacionalnih tenzij. Ampak tukaj v primeru Boke Kotorske je pa res ena specifika, ne, da so ti ljudje prej izbirali neke druge kategorije. Za Boko Kotorsko najverjetneje tudi pač Hrvaška bila precej močna identiteta v teh prvih popisih, medtem ko leta 81 pa izbirajo jugoslovansko kategorijo. Ja, to si tudi omenil, hrvaška identiteta, s tem, da mislim, da tu gre verjetno v veliki meri tudi za ljudi, ki so bili zgodovinsko katoličani. Tako, niso bili pa zelo močno navezani na hrvaško narodno identiteto, tako, ker je končno že barski nadškof iz časa prve Jugoslavije je raje uporabljal cirilico, čeprav bi naj bil Hrvat, ne, tako je. Je to bilo že takrat fluidno, recimo. Tako je, mislim, dejstvo je tudi to, ne, se pravim, da ravno to, bi rekel, zgodovinsko razumevanje razvoja, ne, naprimer v tem primeru, naprimer Boke Kotorske, ne, ali pa, naprimer, omenjam odnos komunistične partije do nacionalnega vprašanja, ne, in ta problematika, po mojem, ki ni dovolj raziskana, tudi sam je nisem šel do potankosti, no, ampak se pravi, ko nastane partija, ne, 1919 je v bistvu skupek socialistov oziroma marksistov in tistih, ki so delovali znotraj Avstro-Ogrske in teh, ki so bili, se pravi, v Kraljevini Srbiji, ne, ali pa Črni Gori, in seveda tisti iz Srbije so narod razumeli kot politično suveren, ne. Je nekaj popolnoma drugačnega od teh avstro-marksistov, ne, in njihov koncepta naroda, ne, in zato je pač res treba tudi vedno imeti pred očmi te, bi rekel, zgodovino dolgega trajanja. Mogoče v tem sklopu še eno vprašanje, kako je bilo pa z Jugoslovani v Sloveniji? Jugoslovani v Sloveniji se nam nikoli niso zdeli neka pomembna kategorija, ampak so bili tudi tu. Ja, govorimo o res zelo, zelo majhnih številkah. V tem primeru prednjači predvsem Jesenice, Velenje,
in v glavnem so islamske veroizpovedi. No. Se pravi, ti, ki so znotraj migrirali iz Bosne in Hercegovine, so prišli v Sloveniji na delo oziroma v iskanju nekega boljšega življenja. V teh primerih se je kar nekaj njih identificiralo kot Jugoslovani. Seveda ni pa to edini primer, a ne? Jaz vem, se šalim o tem, da moja knjiga bi lahko imela dva uvoda. Zdaj, en je ta, ki je, ne? Drug uvod bi pa bil sledeč, ne? Se pravi, prihajam iz Šmartnega v Paki in tam živi en možakar, za katerega sem celo življenje bil prepričan, da je Srb, ne? Zdaj, disclaimer, če ne veste, moj oče je bosanski Hrvat in pač v naši družini, še posebej po tej izkušnji vojne v Bosni, ne, se vedno ve, kdo je kdo po narodnosti, ne, ker to pač determinira bodisi odnos do njega ali pa kaj drugega. No, v glavnem, in jaz sem celo življenje bil prepričan, da je ta možakar Srb. Zakaj? Zaradi tega, ker je med osamosvojitveno vojno, moj oče je bil vodja teritorialcev, ne, je lokalno prebivalstvo po gostilnah strašil, ne, boste videli, ko pride JLA, stanki, ne, bojo red naredili in tako naprej, ne, potem so pač teritorialci bili prisiljeni mu dati hišni pripor. No, gledam, njega so vsi identificirali, da je Srb, ne, ker je pač bil proti razpadu Jugoslavije, a ne, in je bil na srbski strani. Potem je, če zdaj preskočim približno 15 let naprej, je naš kraj igral nogomet v prvi ligi in to je bil praznik za občino, ki ima približno 3000 prebivalcev. Ta možakar, mislim, da je bil edini v celi občini, ki ni prišel niti na eno tekmo, razen na prijateljsko tekmo, ko je prišla Crvena zvezda. In to v odresu Crvene zvezde, a ne. In to je spet en močen ta nacionalni identifikator, a ne. Ampak potem zdaj pa preskočim še 10 let, je pa nekoč našo sorodnico vprašal, če ve, da obstaja katoliška maša na hrvaškem jeziku v Velenju in da pač, če kdaj gre tja, ne, in pač odgovor je bil, da ne, da pač hodi tukaj v lokalni Faroš. In je on rekel, ja, jaz pa grem pogostokrat, ne, in pol da se je meni malo film zavrtel, ne, da mi zdaj pač pa nič ni jasno, kaj se dogaja. In potem se starša vprašal, kako zdaj on hodi na katoliško mašo v hrvaščini, če je pa pač Srb, ne. No in potem so mi rekli, ne, se on je Srb, on je drugač Hrvat, ne. In pa vedno sem rekel, ja, kako, ne, pa sem pač odraščal s temi zgodbami, ne, o samosvojitve in kako je on bil proti in tako naprej. Ja, on je bil Jugoslovan, ne. On je bil Jugoslovan in pač njegova država je razpadala, ne, in on je bil proti temu, ampak pač, kako bi rekel, mali človek v slovenskem podeželju ga je pač identificiral kot Srba, ne, to ni neke razlike, ne, pač si proti ali pa si za, ne. No, to sem hotel povedati, ne, se pravi, ta možakar je šel skozi tega, da je Jugoslovan, katerega država je razpadla, oziroma domovina razpadla, je prišel v bistvu do tega, da je zdaj precej skrajni hrvaški nacionalist, ki pač konstantno objavlja različne fotografije generalov in Vukovarja in tako naprej, a ne. Ampak glih za to se gre, se pravi, kako zlahka lahko etiketiramo ljudi, ne, na pač podlagi besed ali pa dejanj, ne, v resnici pa se ne poglabljamo v to, kaj v resnici človek sploh je. Zelo zanimiv primer, moram reči. Ja. Zdaj pa mogoče še ena stvar, ki je seveda novost v tvoji knjigi, pa deloma se s tem ukvarjal že tudi v prejšnji knjigi, ki je bila predelana magisterska naloga. To je pa tvoja interpretacija Kardeljevega pojmovanja jugoslovanstva v drugi polovici 50. let, oziroma konkretno v njegovem uvodu k drugi izdaji ali novi izdaji slovenskega narodnega vprašanja leta 1957, mislim. Ja, tukaj je zdaj v bistvu slovensko zgodovinopisje nekako kar kot uveljavljeno sprejelo tezo, da je Kardelj bil neke vrste slovenski nacionalist, ne, in tako interpretiralo tudi ta predgovor druge izdaje Speransa iz leta 57. Jaz sam trdim ravno nasprotno, a ne, Kardelj ni niti blizu slovenskega nacionalista v 50-ih,
In v bistvu eno je to, kar sem že omenil, da leta 53 Kardelj, ne, ko predstavlja ta ustavni zakon, pravi, da bosta kultura in jezik drugotnega pomena. Ne. Medtem ko ta predgovor je pa seveda lahko ga interpretiramo na različne načine, ne. To je pač ta dialektnost tega predgovora. Ampak jaz tukaj pol pač uveljavljam ta Cambridge School of Intellectual History, ne, se pravi, ne gre za to, kaj je Kardelj napisal, ampak za to, kaj je hotel povedati s tem, kar je napisal. Ne. Ker to je pa zna biti dostikrat velika razlika. Ne. Namreč vsi slovenski zgodovinarji, ki so vzeli ta predgovor, so ga interpretirali, ne nazadnje celo kolega Zdenko Čepič v zgodovinskem eseju v prispevkih lani. Se pravi, pravijo, Kardelj piše v predgovoru, da jugoslovanski narod ne bo nastal. Ne? Načeloma to drži. Ampak Kardelj napiše, ne bo nastal jugoslovanski narod v klasičnem smislu te besede. Ali pa v starem smislu te besede, ali pa v buržoaznem smislu te besede. In to v 50-ih dosledno uporablja. Ne? In če zdaj interpretiramo, kaj hoče Kardelj povedati, ne? Hoče povedati to, da jugoslovanski narod ne bo nastal tako, kot so nastajali narodi v 19. stoletju, ali nemški, ali italijanski, ne, za silo in tako naprej, ampak bo nastal z odmeranjem nacij. Odmeranjem nacij, ko bo jezik in kultura drugotnega pomena, ne, bo pa nastala ta jugoslovanska socialistična nacija. Ne. In tudi to, da mnogi slovenski zgodovinarji ravno ta predgovor, oziroma samo objavo, ponovno objavo Speranca interpretirajo kot Kardeljev odgovor na jugoslovanstvo, popolnoma ne drži. Namreč Kardelj prvič na temo narodnostnega vprašanja objavi že leta 53, se pravi, ko je še v povojih, ali pa bi rekel, se še dobro razvija ta teza. Ne. Tako da tukaj v bistvu, pa mislim, da dosti prepričljivo pokažem, da Kardelj zagotovo v 50-ih ni na slovenski strani, kot se interpretira. Temu v prid govorijo tudi, na primer, osebni zapiski Mika Tripala, ki v začetku 60-ih bere ravno ta predgovor Kardelja in si izpisuje opombe. Ena izmed njih je, ali Kardelj govori o zlitju narodov. Ne? Potem tukaj v prid govori, kako je ta predgovor, na primer, razumel tudi Boris Pahor, ki tudi javno pisal proti temu. Ne? Tako da hočem povedati, da so že v tistem času obstajali sodobniki, ki so ravno na isti način razumeli in interpretirali ta predgovor. Seveda je pa tukaj potem, da v začetku 60-ih to tudi skušam na nek način pojasniti, ne, da ko pride do tega spora med to tako imenovano liberalno in pa to konzervativno strujo, da pa sploh do te domnevne poskusa likvidacije Kardelja, da to v bistvu Kardelja, po domače povedano, reši Slovenska partija in tukaj se pa Kardelj obrne tudi glede tega vprašanja. Pa še zadnje vprašanje v rednem delu, mogoče tudi nekoliko špekulativno. In sicer, ali bi bilo mogoče tvojo metodo ali pa tvoj način raziskovanja uporabiti tudi za raziskovanje neke druge potencialne nadnarodne identitete v tem prostoru, to pa je staroavstrijska. Se pravi, tista, ki seveda pred letom 1918. Bom rekel, da se bom pogovoril z predstojnikom tukaj. Ja in ne, mislim, do neke mere mogoče bi se dalo, ne. Se pravi, specifika mojega raziskovanja je, da uporabljam tri ravni oziroma 3 sloje raziskovanja, ne. Se pravi, en je od zgoraj, se pravi odnos partije, državna politika na nek način, ne. To bi se tudi dalo slediti. Drugi je ta od spodaj, se pravi odziv prebivalstva na te politike, to tudi, ne. Zdaj, tretja raven pa po mojem je pa nemogoča. No. V mojem primeru je to, se pravi, da partija ustvari in financira znanstveno-raziskovalno polje mednacionalnih odnosov v Jugoslaviji v 60-ih letih, ne, iz katerega aktivno pridobiva podatke, ki jih uporablja za kreiranje svojih nacionalnih politik. Ampak, ja, no, v
bi rekel, mogoče te dve ravni, zgoraj, spodaj, bi mogoče dali neke nove rezultate. Ja, no, moram reči, da je Mulc odrasel in izpolnil vse tisto, kar je obetal in še veliko več. Tako da zdaj bi pa, kljub temu, da so bila že kar dolga, dali še možnost za kakšno vprašanje iz občinstva. Tema je zanimiva, vidite, veliko stvari se je vmes odprlo, pa kar na dan z besedo. Konačno. Ja se ispričavam, ja ću na hrvatskom. Može. Ja dobro razumijem slovenskom, slabo govorim. Ali ja sam Čeh, da sam udjela, skoro vidim sam arhivista po struci. Vi ste spomenuli kako je partija financirala to raziskavanje i tako dalje. Kako se to radilo? To su neki instituti koji su bili uklopljeni u to. Kakva je bila težina pojedinačnih instituta, zgodovin, etnologiji, jezikoslovci i tako dalje. To bi me interesiralo. Kakva je bila jačina tih, težina tih pojedinačnih? Ja, se pravi, v 60-ih sta to v glavnem dve instituciji, Inštitut za narodnostno vprašanje tukaj v Ljubljani, naš najstarejši znanstveno-raziskovalni inštitut, in pa Institut društvenih nauk v Beogradu. Oba dva sta dobivala, sicer po njihovem mnenju, nikoli dovolj denarja za raziskovanje mednacionalnih odnosov, tudi bili so kadrovsko podhranjeni. Se pravi, predvsem, kar se tiče INV-ja, je bila ta razlika, da v konec 50-ih pride do, se pravi, čistka, ker ti stari kader, še predvojni je moral oditi, bodi si je bil upokojen, bodi si so bili predstavljeni, naprimer, da je starejši je šel v NUK, in v bistvu novi ravnatelj, Drago Druškovič, on v začetku 60-ih ustanovi tako imenovano tretjo enoto, se pravi, dve sta bile, ta ena je se ukvarjala z slovensko manjšino v Italiji, druga z to v Avstriji, in tretja enota bi pa ne bila namenjena raziskovanju mednacionalnega, oziroma mednacionalnih odnosov v Jugoslaviji. No, na koncu ta enota niti ni bila ravno enota, namreč v njej je bil samo Ernest Petrič, ki je takrat se zaposlil kot mladi raziskovalec, ki je kot pač pravnik raziskoval, in pa Drago Druškovič. Drago Druškovič je pa hkrati seveda sedel tudi v komisiji, naprimer slovenski komisiji pri CK-ju za mednacionalne in medrepubliške odnose. To je komisija, ki je bila v vsaki republiki in pa na zvezni ravni, in tako v Ljubljani kot na zvezni ravni je Drago Druškovič bil član, imel precej močen vpliv znotraj nje. Po drugi strani je pa IDN v Beogradu je bil pa pomemben, ker to je institucija, ki je leta 1961 ustanovila Center za raziskavo javnega mnenja in je bil prvi takšen center v jugovzhodni Evropi sploh. Njihovi raziskovalci so izkoristili možnost študija v ZDA preko Fordovih štipendij, Fulbright in tako naprej. Tako da nekaj teh mladih sociologov je šlo v Ann Arbor v Michigan, kjer so bili izurjeni v metodologiji, in tudi kasneje, naprimer v 80-ih, je nekako mednarodno bilo uveljavljeno, da so tile raziskovalci javnega mnenja v Jugoslaviji na precej visokem nivoju. Tudi avtorji, ki jih uporabljajo za metodološki ali pa teoretičen pristop, so vsi Američani, tu noben ne igra preko iz tega vzhodnega bloka kakršnekoli vloge. No in tukaj so imeli bilo je več poskusov od nekega skupnega projekta, predvsem, ko je direktor IDN-a postal Anton Vratoša, Slovenec, on je takoj pisal Druškoviču. Potem se je ta projekt odvijal, ampak nikoli v resnici ni bil do konca speljan. Partija je vedno govorila na tej zvezni komisiji za mednacionalne medrepubliške odnose, da je treba več financirati, da je treba pač več spodbujati. Konec 60-ih, začetek 70-ih se tukaj pridruži še novo področje, se pravi sociološke psihologije. Nikola Rot je bil tukaj celo dekan filozofske fakultete v Beogradu, ki je bil nekako pionir pri teh raziskavah. Potem v Beogradu je ta Ruža Petrovič, ki je raziskovala
se pravi mednacionalne, se pravi otroke nacionalno mešanih zakonov. V Beogradu IDN vzpostavi kot metodologijo v primerjanju javnega mnenja, tako imenovano etnično distanco. In to so vse te analize, ki so jih ustvarjali, jih potem najdemo v arhivu kot gradivo za sejo, naprimer te Zvezne komisije za mednacionalne in medrepubliške odnose. In partijske škole so bile vključene isto tako? Ne, v tem primeru pa ne. Vsej tukaj v 60-ih ne, ne da bi jaz zasledil. Ne. Hvala, zelo se hvala. Izvolite, gospod Stegar. Zdaj sem pravzaprav izvan, ker je bil omenjen Inštitut za narodnostna vprašanja, kjer sem pa sam preživel vseh 40 let in 3 mesece kot član recimo da severne skupine, oddelka. K tem splošnemu oddelku bi rekel, da se je res ukvarjal z mednacionalnim bratstvom in edinstvom in tako naprej, ampak je bil pa poudarek tudi potem v praktični politiki z stališči inštitutskih sodelavcev v urejanju manjšinskega položaja znotraj Slovenije. Torej Madžarov in Italijanov, uvajanja dvojezičnega šolstva v Prekmurju in tako dalje. To je bila ena stvar, kako se to ureja, in druga pa mednarodno manjšinska zaščita. To je bilo pa že tema že predvojnega predhodnika Manjšinskega inštituta in Ernest Petrič in še kdo je šel potem v to smer na univerzalni ali pa na evropski ravni. Imel bi pa eno vprašanje, nisem bil zdajle, te knjige nisem te videl, niti nisem kaj starejših objav gledal, se pa spomnim, da je na inštitutu bilo tudi v inštitutskih razpravah in gradivu del diplomske seminarske naloge mojega brata, geografa, mlajšega brata, ki je jugoslovanstvo prav pri popisih. Leto 81, ja. Pa Vladimir Klemenčič. Ja, in potem Klemenčič, morda še Mesar zraven. Imam tam vprašanje, nisem šel gledati, ali se, ob Tiltu sem se recimo spomnil, ali se da primerjati, oziroma ali je v knjigi tudi primerjava, kakšen je bil delež Jugoslovanov med pripadniki JLA, posebej potem 81, pa recimo še represivnih organov in partije, ki so tudi narodnost popisovali. A so tle kakšne razlike, ker skoraj bi rekel, pomimo, da bi častnike JLA malo navajali tudi na to v teh 80 letih, ne bodo Jugoslovani v tej ogroženi državi. Dodatno vprašanje bi bilo pa, kako je potem že z usodo po letu 1991-92, kdaj, ko smo zamudo spet izvedli štetje, in tu so pa tiste primerjave Bošnjaki, ki so bili muslimani z veliko propol, zdaj so spet Bošnjaki, pa še kaj drugega. Kar tako. Za JLA bi vam težko odgovoril, nimam, oziroma nisem zasledil teh podatkov. Zagotovo lahko samo povem, da je v tej komisiji Zvezni za mednacionalne medrepubliške odnose bil tudi, ne sem spomnil še primka, ampak bil je en generalov, je sedel notar in on je vedno protestiral, da te razprave so brez veze, zgledujte se po JLA, kako mi delamo v naših šolah, vse v jugoslovanskem duhu, in potem je našteval, kakšne predmete imajo in tako naprej. Tako da zagotovo bi se tukaj marsikaj dalo tudi ugotoviti. Druga stvar je bilo, se pravi, prvo je bilo JLA, drugo vprašanje je bilo Partija. Partija, ja. Pri partiji je pa tako, se pravi, jaz imam en primer noter identifikacije delegatov Zvezne skupščine v 60-ih. In se vidi, da je jugoslovanska identifikacija vsako leto naraščala do 64. Se pravi, res ta prelom opustitve. Se pravi, leta 64 v Zvezni skupščini
je Jugoslovanov v bistvu so druga največja nacionalna kategorija. Prva je Srbi, potem so tisti, ki niso dali odgovora in potem so že Jugoslovani, še na to sledijo Hrvati in ostali. In je se pravi, med njimi je v bistvu zelo, zelo močno prisotna, veliko več, kot sicer, če bi jo primerjali s popisi prebivalstva. Tako da to je ena zadeva. Zdaj, partija sama pa ni vodila, ali pa da bi zasledil jaz, da bi delala statistiko med članstvom. Delali so analize, se pravi IDN je na primer bil zaprošen strani partije konec 60-ih, da naredi analizo narodnostne strukture teh, ki delajo v zvezdnem aparatu, se pravi bodisi vlada, bodisi ministrstva in tako naprej. In na primer tam se je pokazalo, da je 9% ljudi, ki se identificirajo kot Jugoslovani, se pravi, kar je ogromno več, ne vem, 5-krat več, kot kar sicer na popisih prebivalstva. To je ena zadeva. Kako je bilo pa leta 90? Ja, jaz imam eno poglavje, ki se mu reče epilog, ki je bolj, če se pošalim, za glodat kost, kot pa dejansko, ampak jaz v bistvu pokažem, da v 60-ih nastaneta dva jugoslovanstva. Se pravi, opusti se ideja nacionalnega in ta komisija za mednacionalne medrepubliške odnose leta 66 poda novo definicijo. Brez nacionalnosti, brez etničnosti, se pravi, ni več pomembno to, da so si južnoslovanski narodi bliski, ali kako bi rekel, ali pa podobni, ampak je pomembno, da jih združi socialni interes za neko boljšo prihodnost, in nastane jugoslovanstvo kot državna identiteta, vezana na državo in na samoupravljanje. Zakaj je to pomembno? Zato, ker lahko zdaj to identiteto, čeprav je še vedno ima ime južnoslovanska, ampak je odprta tudi za manjšine. Vsak bi se lahko v njej našel in vsak bi jo lahko sprejel. To je nekako bila agenda že z spremembo ustave 63. No, ampak zdaj v tem epilogu pa jaz pravim, da ta dva jugoslovanstva, se pravi, drugo je pa to nacionalno, ki živi v teh recimo cirka 250,000 prebivalcih, ko pa država razpade, propade hkrati to uradno propagirano državna identiteta, vezana tudi na samoupravni sistem. In te, ki so imeli to identiteto, bi jih jaz danes kvalificiral ali pa označil kot jugonostalgike. Ta nacionalna identiteta je pa lahko preživela v bistvu samo v Vojvodini, zaradi tega, ker Vojvodina ni imela oboroženega etničnega spopada. Namreč, med 92 in 95, da bi v Bosni rekel, jaz sem pa Jugoslovan, se nobena od vojsk ne bi vedela, kako ravnati s tabo. Če pride hrvaška, srbska ali pa bošnjaška vojska, oni morajo vedeti, a si ti prijatelj ali si neprijatelj, moraš izbrati stran, ne moraš reči, sem Jugoslovan, to njim nič ne pomeni. In zato tudi v bistvu drastičen padec te jugoslovanske identitete v Bosni in Hercegovini, ker celo nekateri to celo nazivajo kot nevidno etnično čiščenje, seveda tudi na Hrvaškem, v Vojvodini ostane, oziroma celo prva leta na področju Srbije kot takšne, popis prebivalstva iz 2002 v Srbiji, brez Kosovega seveda, je v bistvu pokazalo, da so Jugoslovani tretja največja manjšina za Madžari in za Romi, jih je bilo skoraj 100,000, potem 2011 pade to na približno, mislim, da je 21,000, nekaj takega. Zdaj v zadnjem popisu izpred 2 let se je pa za 2,000 povečala kategorija, jih je pa 23,000. Tako da, ja, to nekako bi bil moj odgovor. Smeš še jaz eno vprašanje postaviti, ker je dr. Maver pravzaprav zadnjim vprašanjem ukradel moje prvo vprašanje vam, bi vendarle ostal samo pri drugem. Namreč, ko sem vas poslušal danes, sem nehote se začel spominjati svojega branja knjige Making Jugoslavs od Oxbow Nilsna. Vem, da gre za drugo obdobje, ampak imam pa občutek, da je bil pa nek cilj zelo podoben.
In vi ste sami, to je Aleš lepo povedal, ste uvedli zdaj ta soft nation building, kot recimo v terminologijo znanstvenikov, ne, in znanstvenic. Mene zdaj zanima, kako bi vi, vem, da nimamo veliko časa, ampak vseeno, kako bi vi definirali zdaj to osnovno razliko med tem hard pristopom, če sem prav razumel, ki ga naj bi imel kralj Aleksander in njegova ekipa, in na drugi strani z tem, bi rekel, mehkim komunističnim pristopom, ki pa se mi zdi, da vsi imajo nek podoben cilj na koncu. Ja, cilj je zagotovo bil enaka, ne? To je najbolje to ponazori spomini Milovana Džilasa, ki se vozijo, če se ne motim, no, sklepam po datumih, na pogreb Borisa Kidriča v Ljubljano. In Džilas vpraša Tita, kaj misliš, da se bo zgodilo z južnoslovanskimi narodi v prihodnosti, ne? Pravi on, ja, postali bomo en narod, ne? Pa mu reče Džilas, ja, ampak to je že kralj Aleksander hotel, ne? Pa mu reče Tito, ja, ampak tet ni bilo socializma še. Ne, in to je v bistvu to, mislim, glavna poanta je tega soft je, nudimo kot opcijo, ne? Propagiramo, zastopamo, poskušamo, ne, nekako, ne, ker to je tudi v bistvu glih ta 50-ta se upadajo tudi z 6. kongresom partije 52, ki se spremeni ime v zvezo, ne, zvezo komunistov in domnevni nov pristop partije, spravi. Tito v govoru pravi, mi ne bomo več arbiter ali sodnik ljudem, ampak bomo vodili z zgledom, ne. In to v bistvu glih se upada tudi glih z tem soft nation buildingom, ne, se pravi, z zgledom, z nekim nudenjem nekih opcij, ne, nekim takim mehkim pritiskom, ne, da bi nekako prišli potem do končnega cilja, ne. Kralj Aleksander je pa obratno, ne, je pa samo pač prečrtal Jugoslovan, po popisu prebivalstva je bil samo Jugoslovan, druge opcije itak ni bilo, a ne, in to bi rekel, da je pač glavna razlika. V redu. Še eno vprašanje, gospod Boris Golec. Ja, hvala. Kar nekaj vprašanj je podobnih, torej tukaj slišali, ko so se ne porajala. Morda tole v zvezi s jugoslovanstvom na Hrvaškem. Zdi se, da je malo smo slišali o tem, pa bi me zanimalo, kaj se je dogajalo v hrvaškem prostoru, kjer je Jugoslovanov bilo ravno tako zelo veliko, torej tako je za Vojvodino, in to velik porast potem med popisoma 1971 in 1981. Na taka čist laična razlaga, ki sem jo slišal pri vojakih leta 86 je ta, torej kot nekega narodno zavednega Hrvata, ki je z obžalovanjem trdil, ja, to so pa Hrvate, ki so prestopili med Jugoslovanjem. Torej, jaz sem imel občutek, da je šlo tukaj potem po hrvaški pomladi oziroma po reformnih gibanjih v začetku 70-ih let res za nek odmik od nacionalnega in da so predvsem člani partije in pa v priseljenskih okoljih, posebej Reka, recimo, ki je izpostavili kot neko podobno z Velenjem ali Jesenicami, se potem opredeljevali za to narodnost. Na eni strani pragmatizem, na drugi strani idealizem, ampak ali je tu morda tudi neka smernica hrvaške partije, je kaj znano o tem, da bi to kdo raziskoval, ali je to šlo nekako spontano, ampak zdi se mi, da dvoma o tem ni, da so to predvsem seveda ljudje, ki so zvesti režimu in v priseljenskih okoljih, ne glede na to, zdaj kakšne narodnosti so, ker rekajo vsa priseljenska. Se ni nihče pokopal do pred 30 let, ampak se vsak nekje doma v tem smislu priseljenska. Ja, ne, mislim, zagotovo to se lahko strinjamo, ne, čeprav pač še vedno največji delež je Ilika pa Slavonija, ne, v vsakem primeru, ne, se pravi, govorimo o Srbih, ne, v glavnem, seveda pa tudi te priseljenstva, ne, kakor sem rekel, pač jugoslovanstvo se razume kot na nek način odgovor proti nacionalizmu, zelo veliko ali pa več kot polovica je pa teh, ki se selijo znotraj Jugoslavije in nekako pridejo v neko novo okolje, raje sprejmejo ali pa se identificirajo kot Jugoslovani, najverjetneje, da ne bi zašli naprimer v neke spore. No. Tako bi jaz identificiral, sicer sama knjiga se konča z letom 71, no, mislim o tem čisto raziskovanjem smislu. No, če smem jaz tudi dodati, moja teorija je, da je tudi to povezano z katoliško identiteto in pravoslavno. Ne, se pravi, ko peša ta verska navezava, ki je seveda zelo pomembna za to, da je človek Hrvat ali Srb, potem tudi peša navezava na narodno identiteto.
In mislim, da je dober primer tega je razlika med Bosno in Hercegovino pri Hrvatih, ne? Ker v srednji Bosni, pa v Banja Luki recimo, tam je ta katoliška navezava Hrvatov šibkejša in je bilo zelo veliko Jugoslovanov. Medtem ko v Hercegovini je močnejša ta katoliška navezava Hrvatov in je manj verjetno bilo Jugoslovanov tudi. Poleg tega je tudi ta razlika med hrvaškimi in bosanskimi frančiškani tam zelo izrazita. Tako da mislim, da je to, recimo, mislim, po mojem mnenju, kaki Milorad Pupovac je verjetno bil Jugoslovan v časih zadnje Jugoslavije, zdaj je pač voditelj hrvaških Srbov, ne. Pa bi se najbrž našel še kak tak primer. Ampak jaz mislim, da je tudi to povezano z versko identiteto in seveda uradno propagirano sekularizacijo. Ja, raziskave iz druge polovice 60-ih sociologov kažejo, da je najmočnejša je katoliška, se pravi Hrvat katolik v Hercegovini, Mostar, od 90% ne spreminja svoje identitete. Ja, vse to je to. Ne ostaja zvest, ne. Ker vprašanje je, ali si ti lahko Hrvat brez katolištva, pa Srb v sosedstvu s Hrvati brez pravoslavja. Ne. No, to je seveda zelo zapleteno. Ne. Je pa res, da se pravzaprav ta identifikacija potem, torej ločnica, konfesionalna pripadnost, poistovetena z nacionalno pripadnostjo, pa ustvari pravzaprav marsikje še v drugi Jugoslaviji, zelo pozno. Da so se recimo bosanski Hrvati začeli opredeljevati, potem strogo Hrvati. Jaz mislim, da doma v lokalnem okolju so se imeli predvsem za katoličane, in to za močne katoličane. Dvomim, da bi bila pravzaprav razlika med hercegovskimi in bosanskimi v tej verski pripadnosti tako zelo velika. Jaz mislim, da je tukaj bolj za bosanske Hrvate, ki so nekako diaspora, ki niso povezani tudi teritorialno, vedno z hrvaškim postolom in Hercegovce, ki se imajo za nadaljevanje Dalmacije, ki se čutijo Hrvate 2-3 generacije prej kot bosanski. Samo malo razmišljate. Ampak da v bistvu hkrati z graditvijo jugoslovanske narodnosti so se krepile tudi narodnosti na teh nacionalno mešanih območjih, torej nastanek muslimanov, ki so nastali morda že drugič, ne, ampak ponovno Če ni več vprašanj, bi se vam profesora Rozmana bi že še spustili k besedi. Zahvaljujem se vam, da ste se v tako velikem številu udeležili krsta te knjige. Mislim, da lahko na koncu malo reklame naredimo. Ja, se pravi, knjigo je moč naročiti pri Pultu, pri konzorciju, ali pa direktno prek spletne strani Rotleža. V redu. Torej, najlepša hvala za udeležbo, hvala seveda avtorju, dr. Tomažu Ivešiču za to sjajno knjigo in za to suvereno odgovarjanje tudi na bolj provokativna vprašanja. Pa upam, da se kmalu vidimo ob krstu kakšne nove knjige ali pa kakega velikega projekta. Sej moram povedati še malo IPP-ja, da študijski center za narodno spravo skoraj vsak teden pod njegovim vodstvom izda kako knjigo. Hvala lepa in nasvidenje.